Ivana, zdaj imamo pa segment hitrih vprašanj. Aha, to zdaj niso bila. Aha, okay. Ja, to so bila zdaj debatna vprašanja, recimo temu. Zdaj so pa hitre vprašanja, ki so malo bolj zabavne narave. Ne vem, ali sva na to vprašanje že odgovorila ali ne, ampak en film, ki najbolje opiše trenutno stanje družbe in zakaj? To me sprašuješ po 1 uri pogovora, ker sem že tako utrujena. Okay. En film, ki opisuje trenutno stanje Veliki diktator. Zato, ker v njem Charles Chaplin spet se pač norčuje iz tega avtokratskega voditelja Hitlerja in na nek način, ne vem, kako bi temu, danes so politični voditelji, predvsem taki veliki klovni in komedijanti. Tako da se mi zdi, da je Chaplin absolutno imel neki, da je nekako tudi videl prihodnost. No? Okay. Kaj bi svetovala gledalcu, ki pravi, danes je preveč vsega, sploh ne vem več, kaj ne gledam? Glejte pač prvi program televizije Slovenije. Če bi morala napisati kritiko filma, ki ga sploh nisi gledala, kateri žanr je najboljši za blef in zakaj? Kateri žanr je najboljši za blef? Na to definitivno ni znanstvena fantastika, ker je preveč izvirnosti v znanstveni fantastiki, tako da to ne bi mogel zblefirati. Ok. Recimo drame o odraščanju. Coming of age stories. Ki je tako vedno nekako enak. Ne? Ali pa mogoče tudi kakšne take socialne drame. Ja. Ali pa seveda kakšen Hallmarkov film. No? To pa si kdaj napisala kritiko filma, ki ga nisi videla? Ne, kritike ne. Ok, se pravi, da pa Martin Scorsese v svojem masterclassu reče, da če hočeš posneti film, ti ne bo ratal. Če moraš posneti film, pa se pa lahko pogovarjamo. No in zdaj iz tega sledi vprašanje, če bi imela možnost, kater film bi ti morala posneti? Ok, to je tako zelo, it's a very loaded question. Ne? Okay. Ker to v bistvu vse tako, kaj jaz in kaj zdaj vsi od mene pričakujejo, da bom rekla. Ni mišljeno tako, da boš dala bolj zabavno vrednost tlele iščemo. Ok, jaz bom nekaj ful čudenega zdaj povedala. In to bo zelo čuden zvenel, ampak to je zato, ker sem čudna. Jaz bi posnela film o emonski zdravnici, ker dejansko je obstajala v nekem grobu, ko so izkopavali pod Ljubljano, Emono, so našli v nekem grobu ob ženskem truplu kirurška orodja. Tako da rada bi posnela film o tej, reče se ji Emonska zdravnica. Iz kjerega obdobja pa je? Namreč iz časa Emone. Zdaj, ne vem točno iz katerega leta približno, ja, ampak sigurno verjetno bi rekla, Emona je bila ustanovljena, verjetno je bilo to 1. stoletje našega štetja ali pa drugo. Ne vem, se opravičujem. Ampak to pa zato, ker se tako zadnje čase ful ukvarjam z antiko, pa sem malo obsedena s tem. Tako da v bistvu to je moja zdaj strast nova. Zgodovinski film v bistvu je to. Ja. Feminističen film o zdravnici, o ženski, ki se ukvarja z nekim poklicem v antiki, ne v starem Rimu, pač v Emoni, za katerega seveda je veljalo, da se z njim ukvarjajo samo moški. Ampak očitno zdaj s temi novimi izkopavanji in tako pač ugotavljamo, da se vendarle ženske niso samo zadrževale doma pa delali nekaj. Mislim, da so bile zelo pomembne, v bistvu so tudi vstopale v javno sfero, že v starem Rimu. Ampak tako vedno, ko gledamo te zgodovinske spektakle, ne recimo Gladiator ali pa ne, so pa one vendarle še vedno reducirane na te vloge žene ali pa ne, cesarice, mislim,
zraven nekaj. Tako, no, se mi zdi, da je bilo to mogoče zanimivo. Pa tako čuden odgovor, ne vem. Super odgovor. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Poslušalci bodo to poslušali med Božičem in Novim letom, ne, se pravi za počitnice. Kater film bi jim predlagala, da si v tem času pogledajo? Mislim, v tem času je tako poplava božičnih filmov, tako da mogoče ne bi glih božičnega filma predlagala. Ni treba božičnega filma. Čeprav jaz sem tako, ker jih imam kar rada v resnici, recimo pravzaprav Ljubezen je skoraj prišel na moj seznam. Pa sem se potem odločila, da vendarle, ker, ne vem, izključno zaradi pričakovanj drugih pobojem. Tako, na mojem osebnem seznamu, kar je. Ne vem, ker ta film bo res povsod, tako da zakaj bi ga predlagala? Ne si pogledajo kakšnega Chaplina. Mogoče kar najboljši film vseh časov. Chaplin je vedno dobra rešitev, če ne veš, kaj gledati. Ali pa kakšnega Ljubiča, ali pa pač kakšno od teh klasičnih komedij, ki tako res nikoli te ne razočarajo. Mislim, tudi na nek način je tako lepo danes, ko imamo nekaj čist drugačne standarde pogovarjanja med sabo. Pa mi se zdaj tle ful hecam. Če je bilo tako v klasičnem Hollywoodu, bilo to veliko bolj sofisticiran. Najni dialogi bi bili absolutno briljantni. Tako moji odgovori bi bili, mislim, za umret. Ampak to je seveda film bil, to je bil klasični Hollywood, ampak zato pa pravim, da nekako te pa tako tudi zelo dvigne, mislim, pač ta umetnost dialogov, umetnost tega dobrega comebacka je bila takrat tako dodelana. Tako da, že zaradi tega se splača. Naj ne bo za umret, dajva živeti dlje. Ivana, hvala ti, da si prišla, da si se odzvala na vabilo. Poslušalci in gledalci, se vidimo naslednji torek. Hvala za povabilo. Prosim.